Jaz zdaj konstantno spremljamo stanje s korona trenutno. Ne. Naša regija je sicer sigurno specifika, ne. Smo na meji z Italijo, tako da smo toliko bolj pozorni. Zadeva je takšna. Trenutno primerov v Sloveniji nimamo, se pripravljamo. Je idealen čas za pripravo, takšni sestanki, kot je današnji, je dejansko to bil namen tega sestanka, da smo čim bolj pripravljeni, da pridemo pripravljeni, ko bo kakšen primer prišel do nas, kar realistično lahko pričakujemo. Zadeva je pa taka, ne, se pripravljamo, da smo hitri pri zaznavanju suma, da smo hitri pri laboratorijski diagnostiki, da je epidemiološka služba na NIJZ-ju pripravljena, da bomo našli kontakte. Tako da priprave so v teku, zdaj pa je tudi tle izjemno pomemben apel občanov. Virus je po simptomatiki, pa tudi po načinu kroženja izjemno sličen gripi, kar pomeni, da enostavno se prenaša se kapljično. Pomeni, da tukaj le klasični ukrepi, ki jih slišite sicer vsako leto glede prenosa gripe, ampak so edini pomembni, edini, ki bojo res lahko omejili širitev virusa. To pomeni higiena kašlja, kašelj v rokav, higiena rok, to, da ste bolni, apeliramo, da če ste bolni s respiratorno simptomatiko, ostanete doma. Apeliramo starše, res apeli na starše, da bolne otroke obdržite v domači oskrbi, da ne grejo v šole, v vrtce. To je trenutno zelo pomembno za takšne kolektive. Tudi domovi za starejše občane so seveda stičišče zelo pomembne populacije, zelo rizične populacije, kajti smo videli, da ta koronavirus ima nekoliko težji potek pri starejših in pri osebah, ki imajo druge komorbiditete. Tako da omejitev tudi mogoče obiskov, kar se da, tako da ne hodimo bolni, kot ponavadi, se ne hodi bolni v zdravstvene ustanove. Na NIJZ-ju imamo izpostavljeno številko za občane, kjer se lahko obrnejo z vsemi vprašanji glede koronavirusov. To niso klinični, to ni za bolnike. Za bolnike, če ste bolani, seveda se boste obrnili na zdravstveno službo, ampak z vsemi drugimi vprašanji glede korona je telefonska številka 031 646 617 za koronavirus, se obratuje vsak dan, tudi sobote, tudi nedelje od 9 do 17. Tako da občani se lahko obrnejo na to številko in verjetno v nadaljevanju boste slišali tudi, da na tem sestanku smo se dogovorili, da bo tudi še dodatne specifike bodo vzpostavljene za našo regijo. Oprostite, lahko še enkrat. Seveda številko. Številko in ure. Ja. To je centralna nacionalna številka. Kaj bo še dodatnega v regiji, boste pa slišali strani zdravstvenega domova. Naši kazinoji, kjer je sigurno stičišče, kakor je župan rekel, ogromnega števila tujih državljanov, so sigurno trenutno en srž mogoče zaskrbljenosti, ampak ta zaskrbljenost je odveč. Danes so bili z nami vsi deležniki, vključno s kazinoji, in smo se dogovorili tudi glede poostrenih ukrepov, ki jih kazinoji že izvajajo in še bolj poostrene bojo izvajali v naslednjih dneh glede nadzora tudi vstopa v kazino bolnih, tako da res se izvajajo vsi ukrepi, da bi se čim bolj omejilo širjenje virusa na goriško populacijo. Kakor ste tudi slišali, danes ob 11. se bo sestal Svet za nacionalno varnost, ker bojo tudi sprejeta neka nacionalna priporočila. Kot regija seveda ne moremo mimo njih, tako da vse ukrepe tukaj v regiji bomo tudi prilagodili glede na kaj bo sprejeto na nacionalni ravni. In to je to strani NIJZ-ja. Dobro, zdaj še obe zdravstvene ustanovi, ki imamo pri nas, najprej direktorica zdravstvenega doma Nova Gorica, Petra Kokoravec. Ja, hvala za besedo, pozdrav tudi z moje strani. V zdravstvenem domu trenutno delujemo na naš ustaljen, običajen način. Čakamo navodila Ministrstva za zdravje, morda se bojo še v današnjem dnevu spremenila. Danes zjutraj ob 7. smo se sestali z zdravniki družinske medicine in pediatri, se pogovarjali o tem, kaj lahko sami ukrepamo. Odločili smo se, da bomo od današnjega dneva naprej odpovedali vse preventivne preglede, tako za šolarje, kakor za odrasle, zato da bomo
zmanjšali število obiskovalcev v našem zavodu, istočasno pa te diplomirane sestre, ki delujejo v teh ambulantah, dodali v te ambulante, zato da bomo morda bolj telefonsko dosegljivi. Zaradi telefonske dosegljivosti oziroma ker pričakujemo večje število vprašanj na to temo, smo se odločili vzpostaviti 3 dodatne telefonske številke, smo v fazi vzpostavljanja, računamo, da bomo to uspeli morda jutri po jutrišnjem do teh številk priti. Pozivamo pa mi tudi naše prebivalce, da se v primeru znakov infekta, se pravi kašelj, povišana telesna temperatura, slabo počutje, ne takoj odpravijo v zdravstveni dom, pač pa ostanejo v domači oskrbi in se potem raje poslužujejo telefonskega posveta, vkolikor to potrebujejo. In apel gre tudi z naše strani, da dajmo biti pozorni predvsem na higieno rok, higieno kašlja in kolikor se da zmanjšati obiske takih središč, kjer se zadržuje večje število ljudi. Toliko z moje strani. Hvala. In še strokovna direktorica bolnice. Hvala še za mojo besedo. Torej, v Splošni bolnišnici Nova Gorica smo skladno s priporočili ministrstva že pred 3 tedni pripravili klinično pot zdravstvene obravnave pacienta ob sumu na okužbo s koronavirusom. To pomeni od vstopa v urgentni center preko diagnostike, postavitve diagnoze, pa vse do zaključka obravnave. Torej, upoštevamo smernice ministrstva, ki govorijo, da vse paciente, kjer bi pač imeli potrjeno okužbo s koronavirusom in bi potrebovali hospitalno zdravljenje, da najprej do zasedbe mest pošljemo na zdravljenje v UKC Ljubljana, torej na infekcijsko kliniko. To smo tudi včeraj strani profesor Lejke slišali, da so pač organizirali določeno število bolnišničnih postelj na hospitalnem oddelku, kot tudi v intenzivni negi. V nadaljevanju je tukaj še klinika Golnik, klinika specializirana za pljučne bolnike, ker ob zdravljenju bolnikov z okužbo s koronavirusom bojimo se komplikacij strani infekcij spodnjih dihal, to so virusne pljučnice, ki ogrožajo potem zdravje oziroma življenje pacientov. Tako da v bolnišnici smo s tem nekako pripravljeni, seveda gre za tesno sodelovanje z sodelavci zdravstvenega doma, kot je direktorica izpostavlja. Oni imajo v našem urgentnem centru dežurno službo vzpostavljeno čez vikende, sobota, nedelja, prazniki oziroma med tednom po noči. Danes smo na naši spletni strani bolnišnice za vse varovance naše regije, torej opozorilo dali pod aktualne vsebine, kako ravnati, kdaj poklicati osebnega zdravnika, kako pač se doma obnašati ob težavah, ki so značilni za okužbo morebitno z koronavirusom. Bi pa ob tem izpostavila apel, torej, da vsi, ki prihajajo v urgentni center z hujšimi oblikami bolezni, to pomeni s težkim dihanjem, s hudimi bolečinami, ne samo z glavobolom, s prehladom pa povišeno temperaturo, da ne sami vstopajo preko glavnega vhoda, ampak da pozvonijo. Tam smo dali izpostavili velik letak, ki te ustavi, ki te opozori, kar pomeni, da bo potem zdravstveno osebje prišlo te iskat na glavna vrata in te preusmerilo oziroma peljalo na posebna vhodna vrata za infekcijske bolezni, kot imamo pripravljen prostor vedno v sklopu urgentnega centra v bolnišnici. Toliko z moje strani. Hvala. Znamo tudi povedem civilne zaščite, ne povem, da civilna zaščita še nima neke izpostavljene naloge, ampak vseeno, pripravljeni smo in mogoče Andrej Biagio, povejte, kaj v tem trenutku pričakujemo oziroma čakamo. V tem trenutku lahko povem, da v štabu civilne zaščite mestne občine Nova Gorica čakamo na navodila države in bomo v skladu s temi navodili in pa v skladu z našimi pristojnosti tudi ustrezno ukrepali. Naše enote in službe bomo obvestili, da bodo v tem času tudi v pripravljenosti. Tukaj zaenkrat iz naše strani. V stiku sva pa tudi z poveljnikom civilne zaščite v Gorici in z županom Goriškim, tako da tam smo redno tudi obveščeni, kaj je pomembno. Ne? Oni so zdaj bolj izpostavljeni, imajo višjo stopnjo pripravljenosti in
tudi več informacij o tem, kaj se dogaja v sosednji pokrajini Veneto. V tem trenutku še enkrat smo si bili vsi složni, da pozovemo vse medije, da poskušate nam pomagati oziroma stroki pomagati, da do izraza prijajo strokovni argumenti in pomerjati populacijo, ker ni razloga za preplah še v tem trenutku. Lahko bi preplah vodil v neke ukrepe oziroma neko obnašanje populacije, ki ne bi bilo produktivno oziroma ne bi pomagalo k ravnanju z dano situacijo. Naj povem še, da bom danes pozval ministra, kajti institucije so me opozorile, da ministrstvo ni obravnavalo naše regije posebej. Gre predvsem za to, da jih opremi z ustreznimi pripomočki, ki so potrebni v takšnih situacijah. Gre za maske, za rokavice, za obleke. Tega v tem trenutku še ni dovolj in prav je, da ministrstvo da prednost tej coni, ki je najbolj izpostavljena morebitnim okužbam. In to bo tudi jedro tega apela. Zlasti bom to izpostavil, da je potrebno našo regijo posebej obravnavati in da je potrebno zlasti z vidika opreme pohiteti. Toliko, zdaj pa, če nismo česa pozabili, Mirka, vprašanjem. Ja, danes so bili tle pri nas na sestanku z stroko vsi tisti, ki smo ocenili, da so najbolj izpostavljeni. In to so trgovinski centri, predstavnica Kulandija je bila tukaj, Supernovo smo v stiku in smo jim podali vse informacije, vse odgovore na vprašanja predstavnice direktorce Kulandije smo posredovali tudi predstavnikom Supernove podžupanje za to poskrbel in še ta drugega Mercator centra, ne? To še nismo. Se pravi, to je v zvezi z trgovinskimi centri. V izjavi bojo te odgovori, izjavi za javnost, bojo te odgovori na njihova vprašanja še enkrat podani, zato da bojo vse trgovine vedle. Ne? Mi smo pač štartali na tiste centre, ki so najbolj množični in kjer se najbolj zadržuje pač populacija z italijanske strani. Ste govorili tudi o tem, da bi karkoli od tega zaprli, torej kazinoji, nakupovalna središča? Nakupovalna središča zagotovo ne, tam so pač možni neki ukrepi, ki jih je stroka tudi predstavila oziroma se do njih opredelila. Kazinoji pa sami razmišljali, mi nismo, občina ni pristojna za zapiranje teh institucij. Kazinoji, kot je tudi dr. Fafangel povedal, so že sami uvedli neke ukrepe, vključno z nameščanjem teh razkužilnih sredstev na svoje, na sanitarije in na izpostavljena mesta in celo tako, razkuževanje aparata, ja, so nam povedali, kaj so še povedali? In tudi vidno bolne osebe trenutno zavračajo. Kako pa oni to, mislim, kdo bo to zdaj, en laik to določil? Ja, lejte, zadeva je taka, moram reči, kazinoji pohvalno izvajajo ukrepe, ki so v resnici bolj strogi, kakor so nacionalna priporočila. Ne? Tako da to je sigurno pohvalno za zajezitev virusa. Ne? Zdaj, sigurno zdravstveni pregled pred vstopom v katerikoli obrat, veste, je tudi diskriminatoren in neprimiran. Ne? Ampak kazinoji verjetno imajo neke ingerence glede kdo vstopa v njihove obrate. Tako da najbolj pero delajo tukaj le na higieni, torej pomeni na površinah, na nalezitvi kontaktnega širjenja virusa naprej. Kar smo slišali, da po vsakem uporabi njihovih igralnih avtomatov so te počiščeni, razkuženi, tako da to so vse ukrepi, ki dejansko pripomorejo k zmanjšanju širitve virusa in socialno distanciranje. Torej, izobraževanje njihovega kadra, njihovih delavcev, da držijo, ker virus se prinaša kaplično, to pomeni vsaj 1,5 metra distance. In seveda tukaj je pa ne moramo iti preko tega, da kljub temu je tle tudi apel na našo populacijo, da sama poskrbi za svoje zdravje, ker ti apel je ta, da se trenutno izogibaš zaprtih prostorov, kjer je množično število ljudi. Se pravi, v šolo ne smejo iti otroci.
Pravica do izobraževanja. Ja, predvsem glede teh drastičnih ukrepov. Tukaj mi delamo predvsem na preventivi, lahko v tem trenutku, in to vse institucije, ki so tle danes prisotne, so jasno pokazale. Tudi sklicali smo najbolj ogrožene organizacije, recimo kazinoji so prišli vsi trije. HIT je bil tukaj, s predsednikom uprave HIT-a so bila na vezi že čez vikend, oni tudi tehtajo tehtajo drastične ukrepe, v tem trenutku jih še ne bojo izvedli, in oba manjša kazinoja, Fortuna in Admiral. In samo HIT tehta teh drastičnih. Tudi oni. Poročali so nam, kaj so uvedli in spraševali so, kaj še lahko uvedejo, zato da se... Oni imajo tudi svoj komercialni interes, ne? Poleg tega, da je interes, da jim funkcionira biznis, je tudi interes, da se ravno pri njih ne začne širiti, ne? Tako da oboje zdaj uravnavajo in kot smo lahko videli in slišali, delajo dobro v tem trenutku, ne? Oni so tudi stopna točka, ne? Kot sem že povedal, HIT ima večino gostov iz dežele Venetov. Kar pa glede na to, da so se že pojavile govorice oziroma nekatera špekulacija o zaprtju meje, se o tem še kaj govorita z županom sosednje Gorice? Ne, o tem ni govor, tudi po ocenah stroke to ne bi bil ukrep, ki bi lahko prispeval k varnosti v tem trenutku. Pa res, da vsi skupaj čakamo na novice, ki jih bo prinesel zaključek Sveta za nacionalno varnost. Se pravi, za nadaljne ukrepe, ne? Mi smo tudi na mestni občini zbrali seznam vseh prireditev, ki se bodo odvijale ta teden, in o teh prireditvah, oziroma obveščenih naših zavodov in drugih društev, organizacij, ki organizirajo prireditev, v naslednjem tednu se bomo po tem sestanku, ki se ravno kar odvija v Ljubljani, se pravi po sestanku Sveta za nacionalno varnost. Tako. Seja sekretarijata Sveta za nacionalno varnost. Tukaj so vse ustanove, ki lahko odgovarjajo oziroma so poklicane za take situacije, kot je v primeru tega koronavirusa. Spravi, šele ko bojo oni dali navodila, bomo posegli po teh drastičnih ukrepih, kot so odpovedi. Ne bi radi sprožili preplaha, preden ne dobimo od stroke navodil za ukrepanje. Vsak ukrep lahko vodi v neke domneve, neke špekulacije, ne, in zato moramo biti zelo pazljivi pri vsakem ukrepu. Če boste prejeli tekom dneva s njihove strani kakšne dodatne, dajte nas obvestiti, da mi lahko bolj vključimo noter, ker izidemo jutri, tako da ne bomo stari, časopisi, da ne bomo... Absolutno. Zdaj, koliko časa bo ta sestanek trajal, ne, in koliko časa bo trajalo priprava izjave za javnost, je težko oceniti. Če bomo pa karkoli izvedli, bomo takoj sporočili. V sestavi civilne zaščite je tudi predstavnik NIJZ-ja, ki je trenutno na sestanku v Ljubljani. Ne, tako da imamo tudi direkten vir, tako, ki je tam prisoten. Mi pa bomo obveščali tudi preko elektronske pošte, sicer bomo pa javnost obveščali tudi preko spletnih strani in drugih medijev, tako da vse morebitne nove informacije ne bodo bile objavljene. Se mogoče se zdi banalno, ima jutri je pustovanje in tako naprej. Ne? Nekateri že namigujejo na to, da v slabo vreme je napovedano, da bi se selili v zaprte prostore. Kaj v tem primeru, kaj gre tukaj zdaj za neko lovljenje časa med tem, kar bodo oni sporočili iz Ljubljane vam? Prireditev lahko odpovemo tekom dneva danes ali pa tekom dneva jutri do prireditve same. Se pravi, ravnali se bomo v skladu z navodili stroke. Ja, tukaj spet mi smo imeli prisotne predstavnika ravnateljev osnovnih šol in vrtcev, ki so pod osnovnimi šolami in VD direktorcev vseh vrtcev. In njim smo lahko dali, stroka jim je podala pač te splošne navodila, ki jih je NIJZ izdal. Ne? Lahko, če še enkrat ponovite prav. Ja, ampak dejansko je to virus, ki se prenaša kapljično in to je edino, kar lahko omeji. Kar smo slišali mogoče novega je to, da nekateri starši pošiljajo otroke v šolo z maskami, a ne.
kar ni produktivno v tej fazi. A ne? Tiste maske ne bojo nudile nobene zaščite, se premočijo hitro cel dan, tako da tisto mogoče je ukrep, ki starši ni potrebno, da ga izvajajo. Medtem ko pa podučiti otroka o higieni kašlja, o higieni rok in da učitelji pač spregovorijo o tem in to bodo in so že naredili, a ne sami z otroci in starši in da omogočajo otrokom dostop in jih spodbujajo k umivanju rok in seveda še enkrat apel, da če so bolni, naj ne hodijo v šolo. Tako da to. Razkuževanje površin, seveda. Rok, ja, ampak bolj je v resnici razkuževanje, da to je velikokrat pomota, ampak bolj učinkovito je milo in voda. To je primarno. Če tisto ni dostopno, je alternativa razkužilo, tako da oni v šoli imajo dostopno umivanje roka, kar je najbolj učinkovito. Je bilo tudi na Goriškem kaj opaziti spornih nekih letakov, ki so navajali, da je že koronavirus v Sloveniji, to je bilo včeraj na poročilih, da se je to na Primorskem pojavilo, ne vem pa točno kje, niste Do mene ni prišla nobena informacija, ne vem. Nismo imeli ptice na Goriško. Jaz imam glede vrtca še dodatno vprašanje, ker pač pri šolarjih že nekako razložiš, kako se odkašati in to, kako boš pa v vrtcu to preprečil, saj dejansko to gre za res majhne otroke, in občina je tukaj tista, ki lahko vrtčevskim otrokom reče zdaj neko jih prevalil. Direktorica je bila tukaj in je tudi vse, kar je slišala, že prenaša vsem vrtcem oziroma vsem vzgojiteljem, kako ravnati v tem primeru. VD direktorice ali? VD direktorice, ja. Vse starše je pozvala po asistentu. Tako. Sprej starši morajo imeti tudi dostop do informacij, kako ravnati. Ostalo se bo zgodilo po navodilih iz države. Tudi država je pristojna, recimo podobno kot v Italiji pričakujemo navodila. V Italiji so dobili dekret ministra, ki izgleda tako na 3 straneh in tukaj so zelo jasno predstavljeni vsi ukrepi, ki se pričakujejo od lokalnih skupnosti, med drugim. Šole so dobile pa neposredno navodila, kako ukrepati s tem. Plus pristojna institucija je dala občinam in drugim institucijam navodila, kaj sporočati ljudem. Spravi, kako ljudi pripraviti na to, da bi čim manj tvegali prenos virusa. Ste v navezi tudi z ostalimi občinami ob meji do Posočja pa dol Ljubno? Ja, jutri imamo sestanek svet regije, kjer bo prva točka tudi poročanje o tem, kar je bilo danes tukaj dogovorjeno oziroma kar bo še potem v naslednjih urah se izpostavilo. In koordinacija, hkrati koordinacija vseh županov v primeru izrednih razmer. Jutri ob 9:30 je v Ajdovščini svet regije.